Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Lepo je, da vidiš in čutiš, da Sveti Duh stvar vodi. Mene je moja žena cel čas pitavala, odkoj boš predgal, ko boš gučil, ja moram voditi, ko se pripravim na podobno temo in nikaj se ni najpravo. Ampak zdaj v domu ga štel tekst oziroma predigo te videli, da je to, odkoj smo zdaj vsi gučali. Na kratko najprej. Moja želja, moje hrepenenje je nekaj časa že, da naša cerkev ne je samo cerkev nastopajočih in gledalcev. Razumemo? Ampak, ker Gospod nas je kot cerkev ne takšno ustvaril. Ampak Gospod nas je ustvaril, kot smo zdaj že večkrat čuli, kot družino. Še več, kot eno telo. Eno. In jaz bi rad, da skupaj preštejemo 1. Korinčanom 12. poglavje. Zraven kot sej lepo stanemo za kratek čas gor. Glede duhovnih darov, bratje, dodajam sestre, nočem, da bi bili v nevednosti. Veste, kako ste bili zapeljani in ste se dali voditi k nemim malikom, ko ste bili še pogani. Zato vam jasno povem, da nihče, ki govori v Božjem duhu, ne reče, Jezus naj bo preklet. In nihče ne more reči, Jezus je Gospod, razen v Svetem duhu. Različni so milostni darovi, duh pa je isti. Različne so službe, Gospod pa je isti. Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. Vsakomur se daje razkritje duha v korist vseh. Enemu je po duhu dana beseda modrosti, drugemu v skladu z istim duhom beseda spoznanja, drugemu vera po istem duhu, drugemu po istem duhu milostni darovi ozdravljanja, drugemu delovanje čudežne moči, drugemu prerokovanje, drugemu razločevanje duhov, drugemu raznovrstni jeziki, drugemu razlaganje jezikov. Vse to pa uresničuje eden in isti duh, ki deli vsakomer posebej, kakor hoče. Kakor je namreč telo eno in ima veliko udov, vsi telesni udi pa so eno telo, čeprav jih je veliko. Tako je tudi Kristus. V enem duhu smo bili namreč mi vsi krščeni v eno telo, naj bodo Judje ali Grki, sužnji ali svobodni ali dodajan, Znuskove, Srdice, Sotene, Matjaševec, Šteroštejc, koli vas, Zemen, Tucuj. Sužnji ali svobodni in vsi smo pili enega duha. Tudi telo namreč ni sestavljeno iz enega telesa, ampak iz več delov. Če bi noga rekla, ker nisem roka, ne spadam telesu, vendar le spada telesu. Če bi uho reklo, ker nisem okom, ne spadam telesu, vendar le spada telesu. Kje bi bil sluh, ko bi bilo vse telo oko? Kje bi bil vonj, ko bi bilo vse telo sluh? Tako pa je Bog vse posamezne telesne dele razpostavil po telesu, kakor je hotel. To, ko bi bilo vse skupaj en sam telesni del, kje bi bilo telo? Tako pa je veliko delov, telo pa je eno. Ne more oko reči roki, ne potrebujem te. Tudi ne glava nogam, ne potrebujem vas. Še več, telesni deli, ki se zdijo slabotnejši, so še bolj potrebni. In tistim, ki se nam zdijo manj vredne, časti izkazujemo še večjo spoštovanje in z njimi ugledno še lepše ravnamo. Medtem ko ugledni tega ne potrebujejo. Da, Bog je sestavil telo in skromnemu namenil več časti, da v telesu ne bi bilo razprtije, marveč bi telesni deli enako skrbeli drug za drugega. Če en del trpi, trpijo za njim vsi deli. Če je en del v časti, se z njim veselijo vsi. Vi pa ste Kristusovo telo in vsak zase del telesa. Bog pa je v cerkvi postavil najprej apostole,
drugič preroke, tretjič učitelje, potem čudodelstva, potem milostne darove ozdravljenja, pomoči vodenja in govorjenja v raznovrstnih jezikih. So mar vsi apostoli, vsi preroki, vsi učitelji, ali vsi delajo čudeže, ali imajo vsi milostne darove ozdravljenja, ali vsi govorijo jezike in vsi razlagajo, a vendar morate hrepeneti po večjih milostnih darovih. Gospod dragi, hvala ti je za te tekst, Gospod dragi, ki je to pun vsebine, Gospod. Hvala ti je, da si nas ti ne pisto same, ampak razlagaš tvojo voljo, tvoj namen za tvojo cerkev, Gospod dragi. Gospod dragi, prosim zdaj odpri da bomo razumeli, Gospod dragi, ko ti želiš povedati in resnično, da bomo te stvari tudi v svojih življenjih udejanjili. Amen. Kakšna zanimiva slika. In oprostite, če mu gnes malo se pa ta skako. Znate, tu je toliko stvari notro zapisano in dosti stvari bomo vrblem bodavče bolje podrobno pogledali in gučali. Ampak mi kot posamezniki, kot organi in dele enega živega organizma, živimo v cerkvi skupaj kot eno telo. In ta slika poše zelo dobro za našo cerkev, za našo lokalno, poše pa tudi širše za Kristusovo cerkev. Najprej moramo za zahvalno pogledati na stvarnika tega organizma, tega telesa. Naš trojedini Bog, to smo šteli v tom tekstu noter, je ustvaril to telo. On je postavil ali ustvaril posamezne organe, dal je naloge, dal je različne darove. In Pavel piše, da so različne darove, ampak je en duh. Piše, da so različne službe, ampak je en Gospod, in sicer Jezus Kristus, da so različna dela, šterih to telo upravlja, ampak je isti Bog, ki dela vse to v vseh. Prešteli smo tudi, da smo vsi po eno duhi krščeni v to eno telo, ali vsojeni v to telo. In dragi, zato je to pomemben tej krst. Ne samo, da je to en obred, ena ceremonija, ne, ampak ti po tvoji osebnoj veri se odločiš geščen služiti Bogu, ker ime vrbe. In tisti, ki ste še ne krščeni, ne čakajte, da pravite to odločite, stopite do pastorja, naj zorganizira, da umeli krst in resen, da te vse javnosti pravi ljudje zvrben Jezusi. In Bog vsadi potem ljudi v to telo, v cerkev. In pri tej sliki je še posebej zanimivo to, da nam pisec ne opisuje, kako bi lahko bilo, ampak nam zelo jasno večkrat ponovi celo določene stvari ali uprizori, kako je, kako mora biti. In vsaki posameznik organ ostaja samo tako dolgo živ, dokaj je del tega telesa. Dokler je povezan z celim telesom, s tem je priklopljen človeško, da mu znamo, kako to funkcionira. Na krvni obtok dobiva hrano, dobiva vse stvari, ki jih nuca, kisik za življenje. Dokaj si poleg teča, lahko duhovno živiš. Biti kristjan in ne biti del cerkve ne funkcionira. Zelo kratko, jasno, to lahko na večjih mestih vidite. Što to uprave se je dal zavesti. Spomni se, brata Viktora, leta nazaj je upravo tako, tudi če šporate, tako fejs gori. Pa eno prekal, ki fejs gori, malo kroj denaš od druge. Gasne doj, izkušnje znamo, kako je to. In gli tako je to v cerkvi z novimi ljudmi. Lepo se še to goreči vernik, lepo še to gori za Gospoda, ko v skupnosti žariš, ali če ideš kroj, prej ali slej gasneš. Krštero mi nucamo za naše življenje, telesno. To je Božja beseda. In v Kristusove telesi, v cerkvi, je Božja beseda ne samo informacija, tako ga gnes zdaj čujem, ampak je predvsem izvir našega življenja. Če ščemo mi ostati duhovno živi, potem se moramo hraniti z Božjo besedo. In to je ne samo zdaj v nedeljo, ko prijem v cerkev, pa poslušam, ko me tej pregnji tu imajo povedati, da to povem. Ne, ampak da enostavno živim, da je znon,
da je to vir moje energije, da je to Božja beseda, da je to sporočilo, štiri je Bog, moj stvarnik, meni namenil. Zato mora biti del našega življenja premišljevanje v Božji besedi, štenje Božje besede. To mora biti naša dnevna potreba, gled kak. Vsaki dan se rodi kaj na stoli doj vrežemo. Nič samo geste, nič samo pijačo. To tudi naše duhovno življenje. Kasneje tudi omenim, mi se zavedati moramo, da smo mi telesno in duhovno bitje. Sami od sebe ne moremo živeti. In to je Božji dar. Življenje, šterega ti je Gospod dal, si ga dal od Gospoda kot dar. Zato ga ceni, zato se skrbi za njega, zato njim daj potrebno hrano, štero on nica da daleko duhovno, predvsem duhovno preživo. Telesno umremo prej ali slej. Pričali smo v tom kedne primerov. Vse to nas čaka, če Gospod prvi ne pride. Ampak poskrbimo za duhovno rast. Ko drugo pogledamo te darove, ti naš čas je začetki tega 12. poglavja, Pavel omenja eden osnovni dar, šter je dan vsem udom telesa, in sicer preden grataš ud Kristusovega telesa, rabiš vero. Zapisano je to, nišče ne more povedati Jezus je Gospod, razen po Svetom Duhu. Če ti Sveti Duh to ne razkrije, leko prešteješ vse knjige znanstvene o odrešenju, pa to, ampak če ti Sveti Duh to ne razkrije, ne boš tega dojel. To je le znanje, da le informacija. Kajti Sveti Duh je v nas vzbudil zaupanje, je postavil v nas vero, to, kar znamo, kaj je Jezus naš Gospod. Da je on tisti, štere se za nas skrbi, da je on mene spravil z očetom nebeškim, da jaz leko pripadam njemi. On vodi moje življenje in da znam, da je njemi dana vsa oblast in moč in čast. Že zdaj tu na zemlji in tudi v vsej večnosti. In izpoved naše vere je eden osnovni dar. Da lepo spoznaš, da lepo priznaš, Jezus, ti si moj Gospod. V Kristusovem telesi je vera kot presnova v naših organih. Kemijsko gledamo, znamo, ko se dogaja, da se hrana in kisik pretvarjate in dajete energijo celicam, da lepo celice normalno delujejo in vsaki ud dobi tisto hrano, štero nuca, štera je njemi namenjena v vsej svoji raznolikosti in da s tem leko vsaki posamezni ud postane aktiven. Teološko gledano Božja beseda v nas buja vero in ta vera je v našem življenju izraža pri vsakom drugače. Eden leko Gospoda slavi v slavljenje in uživa v tom času, drugi, da posluša Božjo besedo, tretji mogoče v enoj tihoj molitvi, ščista son v svoji kamre. Odvisno je od nas, kakše smo, kakšteri si ti ud. Odvisno je od darov, ki jih imaš, odvisno je tudi od službe, štero ti v cerkvi opravljaš. Tisti, šteri ima rod tišino tamo v svoje kamre, tisti ne more biti vodja slavljenja. Ker ima drugo službo, ki pa je zelo pomembna. To bomo kasneje videli. Mi moramo znati, štero funkcijo imamo in da tisto opravljamo. Gospod šči, naj se njegova beseda izraža v našem življenju, ne glede, ko opravljaš. Pogledajmo to na en takšen praktični način. Ne glede na to, če si v nekšej firmi ali v službi ali delate v šolo, ker vzamem primer šolo. Naprimer v šoli je postavljen en sistem, ki ima vsak svojo nalogo, svojo službo. Obstaja ravnatelj, šeftom, obstaja on njegove zadožitve so oziroma
nekdo, ki napravi urnike, razporeditve, dela, gleda, da vse funkcionira, to nekdo mora biti, ampak sam ne mre. Nekako mora biti tisti, ki to izvede. Morajo biti učitelji, štiri te poučujejo, mora biti nekdo, ki kuja, mora biti nekdo, ki skrbi za varstvo kasneje, mora biti nekdo, ki spuca, mora biti nekdo, ki vzdržuje, hišnik. Znamo, to nam je znano, te sistem. In Pavel tudi v tom poglavju imenuje celo vrsto duhovnih darov ali del in on gnes, mi moramo, oziroma ne moramo se dosta stvari dotekniti, ker da nas čas preganja, ampak rad bi, ko bi videli, da Gospod šče svojo cerkev upolnomočiti za darove, štiri jih je namenil non. In prelej, kako nadaljujem bi rad, ko znamo, da je Božji duh kot nežen duh. Nikdar nikoga ne sili v nobeno stvar. Sveti duh je podrejeni človeke. To se zavedate? Torej, nikoli Bog ne da dal tebi nekaj, kar si ti ne želiš, ali pa da bi ti dal nekaj, kar ti ne bi imel pod kontrolo. Včasih smo čuli zelo pogosto to v karizmatični, Sveti duh je prišel nad mene, pa sem tako začel kričati, pa skakati, pa se smejati, pa še kaj drugega, ki bi lahko navedel, ko se je v preteklosti dogajalo. To so neumnosti. Ne, Bog daje tebi in ti imaš kontrolo, ko boš dopustil, ko pa ne. In ne dajmo se zavajati. Rad bi se na kratko doteknil dveh darov, štiri morajo biti, oziroma fajn bilo, če bili vsi aktivni. Pa eden dar je, ki je zelo pogosto v naših krogih prisoten in to je dar govorenja v tujih jezikih. In znate, to je, biblijsko gledano je govorenje v tujem nenaučenem jeziku služi predvsem tvoje osebno izgradnje. To služi slavljenje in čaščenje najvišjega. Govorjenje v tujih jezikih nas služi enostavno takrat, da nam zmanjkajo besede. Da prideš v slavljenje pred Gospoda in ti svalijo besede, ker si omejeni, da bi se ga slavil in častil za svojim umom. Ampak prepustiš, ko duh, ki prebiva v tebi, slavi v tujih jezikih vsemogočega Boga. In zato je dobro, da hrepenimo po tem, kajti dostakrat prijemo v situacije, tudi da nam je žmetno, da ne moremo naprej, da ne moremo izgovoriti besede, da enostavno povemo, Gospod, da te ščem v duhi slaviti, ščem, da boš ti pri mene zdaj, da bo tebe v vsej moči in sili slavil. In jaz bi nas opogumil, vse tiste, ki imate te dar, ki ste krščeni v Svetem duhu, kajti to je tudi najpogosteje, znak za krst v Svetem duhu, da to redno uporabljate v času slavljenja, osebno, da slavite Gospoda in naj bude on proslavljen. O krsti v Svetem duhu, ki je zvrne, da bomo v kratkom o tem več gučali, tudi o teh darovih, ampak rad bi pravil samo to, da je krst v Svetem duhu in pa tudi prejemanje vseh ostalih darov pogojeno za tem osnovnim darom, kako se ga prej omenil, za verov in zavedanjem posameznega uda, da si ti kot del Kristusovega telesa in da za darom, štrgo te Gospod šče dote, zavipate, da bo s tem služil cerkvi, ude v šterom vse in da je to ne za tvojo slavo, tvojo čast, ampak da s tem služiš cerkvi. In večkrat smo zdaj že omenili in znamo, da obstajata dva svetova. To je te zemeljski svet, šterega mi vidimo, in obstaja en duhoven svet, ki obstajajo neprestano borbe. In znate, tudi v cerkev se na duhovnem področju lahko zelo hitro vsilijo drugi duhove. In tu Pavel piše, in to en dar, šterega Pavel priporoča cerkvam dostakrat,
je dar razločevanja duhov. Znate, cerkev je ne imuna proti teme. Kajti šatan se zna zelo v prefinjeni način notri vseliti. Zato je pa ti dar tako pomemben in tako važen, da enostavno prepoznamo, ko je od Gospoda, ko je ne od Gospoda oziroma od njega duha in da smo potem tudi pogumni in to tudi povemo, če to je ne vredi. To vidimo na večji primeri, tudi Jezus sam je na tej način to delo. Zato nujcamo resen, dragi, za delovanje cerkve, za zdravo življenje telesa, rabimo Svetega Duha, nujcamo delovanje darov Svetega Duha. Leko bi še dosta od teh, ampak jaz mislim, da bomo enkrat, ko sem že preloval, vsaki posamezni dar točno pogledali. Ampak da nam Gospod pomaga, ko bomo videli, da v našem življenju nujcamo duhovne darove in da so duhovne darove dostakrat povezane tudi z službami. Pavel ti tako piše, eni so apostoli, drugi proroki, te so učitelji, leko bi še nadaljevali. In če se vrnem nazaj na šolski sistem, ko sem prej pravil, eden je ravnatelj, drugi je voda kolektive, učitelje, čistilke, kujere. In ne glede na to, kako je sistem spostavljen, če je zelo hierarhično, kako se to pravi, katujko uporaben, ali pa je kolegijalno, kad so vsi prijatelji, ampak vseeno mora vsake znoti, ko je njegova zadožitev, ko je njegova naloga in tisto delo štero mora opravljati, da tisto tudi opravlja, da bi cel sistem laufal. In isto je v cerkvi. Vsak ima svoje zadožitve, vsak ima svoje naloge. In če ščemo, da je cerkev ali koktejlo, da bomo zdravo živeli, dobro laufalo, potem mora vsak posameznik to nalogo tudi delati. Kajti mi, kot Kristusovo telo, smo ne enotni zato, ker smo enaki. Ne, ampak mi smo enotni zato, ker smo različni in ker eden drugega dopolnjujemo. Ker eden drugome pomagamo. In to nas dela močne, to nas dela enotne. In s tem pa pridemo k rabi teh darov. Pavel piše, vsakomur se daje razkritje duha v korist vseh. Resen, vseh. To pomeni, da če jaz smo tukaj predgan, pa recimo mondar za predganje, se pravi, da to ne samo da vam koristi, ampak vseh to koristi tudi meni. Ko pomaga učitelji, če vči deco matematiko, pa matematiko sovraže. To jim je žmetno. Ko pomaga eno vzgojiteljce, če dela službo vzgojiteljice in z deco ne imre, ne idejo na živce. Ampak, če dela službo pa ima rada deco, mogoče zna ozadje decej, kako decije, ki nicajo objem, šterega mogoče doma ne dobijo, pa ga leko tom, kako nadomestna mamica ali pa ati, ker so vzgojitelji tudi to napravijo. Ali to ne koristi tudi njeme osebno. Če te službo štera upravljaš veseli, potem to delaš z veseljem. Dostakrat što je pravi, pa ga idem delati samo za volj to, ka penaze nucam. Ja, vsi nucamo penaze za življenje. Ampak če ti je delo samo zaradi penaz, potem ti je život muka. Zato, to, ko delamo, moramo delati z veseljem, z radostjo in mi moramo spoznati, ko je moja služba, ko je moj poziv. V zgodovini cerkve je bilo dosta govora o tej tematiki. Med drugim sem zasledil eno anekdoto, ki tako pravi, da so se telesne udje pritožili nad želovcem. Pa pravijo, tebi je najboljše. Ti dobiš samo tisto dobro, kot ti miš spravimo. In te želovec si je te mislil, gremo lepo zagrene življenje. In znamo, kako to želovec boli, ne? Ne je fajn. In te želovec enkrat mi pravi, znate ko,
res sem uživam v tom, ko me vi date. Rad grem, dobro je. Ampak zato, ker toliko mi vi date, jaz predelam, dobijo oči od mene energijo, daleko vidite džoboko na dreve, dobijo noge moč, daleko stopite do drevesa, dobijo roka moč, daleko džoboko vtrgne, dobi usta moč, daleko džoboko vgeji in krog se pa povrne. Kako pomembno je, da se z teh stvari navčimo, da resno vsaki človek ima eno funkcijo, ima nalogo, daleko ena celota, daleko vse deluje. Ker vsaki ud ima svoj poseben dar in vsakomu je namenjena služba, štera je v korist vseh in tudi sam moren in manj korist od tega. Poleg tega pa je zdravi organizem še več. Ena zdrava cerkev leko služi in pomaga tudi drugim. Leko pomaga svojim bližnjim. In v tom primeru, v Želavci pa rokaj in nogaj smo videli, da različno udov pripelje do konfliktov. In to se je dogajalo tudi v Korinte. Tistem čas, da je Pavel piše, pa to pravi, Tom, pa ne more oko reči, roke ne potrebujem te, tudi glavo nogam ne potrebujem te. Še več, telesni deli, ki se zdijo slabotnejši, so še bolj potrebni. Ko vi vidi, so v Korinti tudi imeli te probleme, da so eni na druga doji gledali. Pa vi ne mrete brez mene, eni druga so podcenjevali, jaz sem nekaj več, kot pa ti drugi. In navorno je sesko, da druga primerjamo za samim sebov. In imamo samoga sebe za pomembnejšega od druga. Še bolj navorno pa je, da same sebe imamo za nenadomestljivega. Toliko jaz to ne mre nišče. Da drugim nič ne zavipaš, ali pa da naskrivaj drugim daš na svete, to napravi tok, pa tok potiho na drugi ne vejo, ker je ti to meni ugajalo. Ker drugače moji lastni interesi ogroženo. In navorno postane, da smatraš, da je ravnatelj v šole pomembnejši kot ena čistilka. Da je to range gledan. Kako hitro se to zgodi. Navorno postane, da delamo v cerkvi, v družbi, v službi eno dvorazredno družbo. Ali pa še več razredno. Eno telo, z večjih udov, ena cerkev. In zanimivo, ko me je, jaz sem se gnes s tobo, da me je žena pitala, kako ti ko ide, sem prav, s tobo sem se molil, nekako sem zahaklil. Še več, štejmo 22. vrstico. Telesni deli, ki se zdijo slabotnejši, so še bolj potrebni. In tistim, ki se nam zdijo manj vredni časti, izkazujemo še večjo spoštovanje in z manj uglednimi še lepše ravnamo. In tu sem pisal, kaj to zdaj tu misli. Ko mislite? Težko je to, ne? Što je zdaj tu manj vreden, pa s kim te še bolje fajn ravnamo? In jaz sem to čisto to človeško si razlagal. In mislim, da je to takš eden ud, ali pa udje, o šteri se niti ne spodobi gučati, niti ne manjše še spredgance. Ste že si zamislili od funkcije naše zadnjice, naše rite? Pravi, mogoče nespodobno kot tu učin. Nespodobno je o tom gučati. Še manj jo pokazati. Zavedamo se funkcije. Ali pa naši spolni organi. Nečastno jih je kazati, to da vsi poznamo njihovo funkcijo brez njih, niti njega bodočih rodov.
znamo, koliko je. Vse smo odrašli. Še več, telesni deli, ki se zdijo slabotnejši, so še bolj potrebni in tistim, ki se nam zdijo manj vredni časti, izkljubujemo še večno spoštovanje in z manj uglednimi še lepše ravnamo. In ker so to človeško gledano takšni organi, štere so nečastni udje, jih pa mi zelo skrbno oblačimo, zelo skrbno skrivamo. Naj se jo ninder knika ne vidi. Z njimi zelo pozorno ravnamo, dajem posebno čas, pozornost. In človeško gledano, malo mislite tudi v svetu, kako se takšnim stvarem daje pozornosti, v slabem smislu zdaj mislim. Zdaj pa čisto tako spet na cerkev. Što je med nas, bi se rad počutil kot zadnjica v cerkve. Ampak dostakrat so to ljudje, štere nikdar ne vidiš. Štere se nikdar naprej ne postavijo, ampak so skrite, zavite, ampak imajo zelo pomembno funkcijo. Vsak organ, tudi tisti, štere se nikdar naprej ne vidi v cerkvi, je pomemben. Vsake izmed nas, dragi. In bomo za vsakoga hvaležni. Tisti, štere doma v tajnoj izbi, mogoče z rutov pokrita, na kolenih v joki ali kakore, je tako pomemben, kot pa tisti, štere tu naprej stoji, vči ali vodi slavljenje, štere stoji pred narodom. Draga cerkev, tudi če se v cerkev v Kristusu se zdiš neopazen, neuporaben, znaj, da si vreden in pomemben za Gospoda, da si vreden vse pozornosti. In draga cerkev, moja molitev in želja je bila resno, kaj je postali Kristusovo telo, kaj bi se zavedali tega, kako piše, da če eden trpi, da vsi trpijo. Če nas želodec boli, če nas je slabo, Pere, da si korono imel, ko se ne mogel jesti, kaj kilo si dojzel? 8 kilo. Pa je najfajn bilo, ne, tisti čas. Ampak trpi celo telo, je shirano, po tistem pravimo. Kako dolgo dujcamo, ko pridemo k sebi. To se što je veseli, je radosten, da se veselimo vsi skupaj z njim. In še več. Imejmo zdravo živčevje. Ko ste mislim? Če te na nogej mali prst tišči ali žile, ga moramo zaznati. Tej potek mora iti dole. Zato so ta pričevanja, ki jih dajemo, tako pomembno. Jaz se včasih doma za ženo pogučavljam in oprostite me tistim, če šterde, se to golo tekne, če što izboli v cerkve, pa to jaz nimo nikome pravo, ko da si prvi misli. Dragi, to se ne dela. Cerkev je tu zato, da se za vas moli. Če ste vi betežni, če vas boli, mora to celo cerkev boleti. Resno, če nucate, če ste v potrebi, ne to zadržati za sebe, ampak povejte, naj se cerkev združi v molitvi kot eno telo. Če ste veseli, če ste radosni, pa povejte. Če se vodejte rodi, to sem prejšnji pot pravil, če se vodejte rodi, povejte, ko pridemo toret, ko se poveselimo z vami skupaj, ker smo družina. Da imate rojsten den, Tamara je to prijela, zdaj pravim, kam je to skupaj poslalo, čestitamo eden drugome, ker doma mi imamo tu rojsten den proslavljamo. Veselimo se eden z drugome. Bojmo eden za druga, eden z drugim. In da je naša cerkev, da je naše telo na tej način funkcioniralo. Potem leko čakamo kot cerkev, da bomo sprejeli te darove, ki so namenjene cerkve.
Do takrat pa hrepenimo, molimo, naj Gospod nas spremeni, naj utrdi naš tej osnovni dar, našo vero v njega, da mu resen leko tok unščej. In te dole pravi, čisto na koncu pravi tok, Pavel, in s tem še zaključite. A vendar morate hrepeneti po večjih milostnih darovih in te pravi tok, naj vam pokažem še odličnejšo pot. In te pride na 13. poglavje, ko bi govoril človeške in angelske jezike. Ljubezni bi ne imel, sem postal brneč bron in zveneče cimbale. In ko bi imel dar proroštva, in ko bi poznal vse skrivnosti, imel vse spoznanje, in ko bi imel vso vero, da bi gore predstavljal, ljubezni pa ne bi imel, nisem nič. In ko bi razdal vse svoje imetje, da bi nahranil lačne, in ko bi izročil svoje telo, da bi zgorel, ljubezni pa ne bi imel, mi nič ne koristi. Ljubezen pa je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevošljiva, ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega, ne veseli se krivice, veseli pa se resnice, vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. Ljubezen nikoli ne mine. Preroštvo bodo prenehala, jeziki bodo umolknili, spoznanje bo prešlo, kaj ti le delno spoznavamo in delno prerokujemo. Ko pa pride popolno, bo to, kar je delno, prenehalo. Ko sem bil otrok, sem govoril kakor otrok, mislil kakor otrok, sklepal kakor otrok, ko pa sem postal mož, sem prenehal s tem, kar je otroškega. Zdaj gledamo z ogledalom v uganki, takrat pa iz obličja v obličje. Zdaj spoznavamo deloma, takrat pa bom spoznal, da sem bil spoznan. Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen. To troje. In največja od teh je ljubezen. Dragi moji, čiščimo kot cerkev, kot Kristusovo telo, raste, duhovno področje napredovate. Potem vrnem, da sta tebi dve poglavja, osnova in moramo začeti. Da nas Gospod pomaga, da mu se udje med sjov, kako nas je ljubili, spoštovali, skrbeli eden za drugega, se molili, zavipali eden drugome in s tem proslavili našega Gospoda. Gospod, ki pa je zvest in pravičen, da je pa obdaril tiste, ki ga prosijo. Amen. Gospod Jezus, hvala ti je za tvojo milost, za tvojo ljubezen. Prosim te, da nas ti resnično povežeš kot tvoje telo. Gospod dragi, da ljubimo eden drugega, Gospod dragi, da sprejemo eden drugega, Gospod dragi, da se eden za drugega molimo. Gospod, hvala ti je, da si ti tako dober in da ti to želiš, da si ti tvoje darove namenil tvoje cerkvi, Gospod dragi, da te prosim, resnično, da nas ti pripraviš. Mene osebno, moje sestre, moje brate, ti vnuskovi, Gospod dragi, da bomo lahko to v vsej moči sprejeli, da bomo lahko izgrajevali eden drugega in da svet spoznal, da si ti resnično naš, moj Gospodar. Amen.